Pozdravljeni. Ali lahko Max Verstappen v sezoni 2025 osvoji naslov svetovnega prvaka? Vprašanje, ki se je pojavilo marsikateremu navdušencu, a danes bomo skušali dobiti nek realen odgovor. Verjamem, da si marsikateri navdušenec želi, da bi ob koncu sezone 2025 spremljali pravi troboj za naslov svetovnega prvaka. Troboj med Maxom Verstappenom, Landom Norrisom ter Oskarjem Piastrim. Situacija, ki bi bila v svetu Formule 1 dobesedno novost. Kajti v prejšnjih sezonah smo mnogokrat videli, da je bil naslov podeljen sorazmerno zgodaj in da nismo videli nekega pravega boja med tistimi vozniki, ki bi si lahko potegovali za to laskavo lovoriko. Tudi v sezoni 2024 je imel na primer Lando Norris teoretične možnosti ogroziti Maxa Verstappena in kljub boljšemu bolidu na zadnjem delu koledarja svetovnega prvenstva Formule 1 ga niti enkrat ni bil sposoben resno ogroziti. In verjamem, da v publiki ima Max Verstappen ogromno simpatij, ampak tudi tisti nevtralni bi si želeli nekako bolj živahnega dogajanja. Ampak nekaj so želje, nekaj so teoretične možnosti, kjer si moramo priznati, da dokler obstaja tista matematična varianta, da bi lahko nekdo napravil preobrat, zadeve niso zaključene. Ampak na drugi strani imamo verjetnost. Strinjamo se vsi, da ukolikor oba McLarena odstopita na naslednjih dveh dirkah in obe veliki nagradi zmaga Max Verstappen, bo kar naenkrat postal resen konkurent tako Piastriju kot Norrisu za sam naslov. Treba se je samo vprašati, kolikšna je verjetnost, da bi se kaj takega zgodilo. In menim, da tudi sam Max Verstappen ni eden izmed tistih, ki nekako menim, da so njegove možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka Formule 1 realne, vsaj ne v tem delu sezone. A zadeve bi se lahko tukaj hitro obrnile na glavo. Verjetno se vsi mi strinjamo, da se bosta sedaj tako Piastri kot Norris začela bistveno bolj ukvarjati sama s seboj oziroma svojim moštvenim kolegom kot z vsemi ostalimi. In tu bi lahko Max Verstappen izkoristil priložnost. Govorili smo že o tem, da na veliki nagradi Singapurja je Max Verstappen v bistvu pomagal Oskarju Piastriju s tem, ko je Landa Norrisa zadrževal za seboj. Sorazmerno gledano je bil izid dirke za veliko nagrado Singapurja praktično tisti najbolj ugoden, glede na situacijo, v kateri se je znašel sam Oskar Piastri. Verjetno marsikdo se ne zaveda, da je Max Verstappen realno gledano že malce preveč zadaj, da bi lahko realno upal na pravi preobrat. Ampak zgodi se lahko samo ob zunanji pomoči. In ob zunanji pomoči tu ciljam na odstope pri samem McLarenu. Je možno,
da pride do kakšnih tehničnih okvar. V sodobni formuli 1 je takšna verjetnost izjemno majhna. Je možnost, da pride do kakšnih trkov in dvojnih odstopov, verjetno po tistem, kar smo videli na zadnji veliki nagradi, se je tu verjetnost bistveno povečala. In prav to, da bi se lahko Piastri in Norris začela boriti med seboj, bi lahko dalo Maxu Verstappenu neko priložnost, neko upanje. Bodimo sedaj iskreni, če izključimo oba McLarena, je na štartnem razporedu Max Verstappen zagotovo tisti, ki je najbolj konkurenčen. Posebej po uvedbi tistega novega dna je njegov Red Bull RB21 postavilo na čisto drugo raven. Tako bi dejali, da George Russell je tudi voznik, ki bi znal biti konkurenčen, ampak bodimo iskreni, ni sposoben nekako Maxa konstantno potiskati v ozadje. Pri skuderiji Ferrari seveda tudi ne smemo prezreti dejstva, da niso sposobni niti priti blizu tistemu, kar nam kaže Max. Torej, če bi se na določenih dirkah oba McLarena izločila, bi zagotovo bil Max Verstappen prvi, ki bi lahko pobral 25 točk. In če Max bi na eni dirki nadoknadil 25 točk zaostanka, na primer tako v primerjavi z Piastrijem kot z Norrisom, bi to pomenilo, da bi lahko kar naenkrat se znašel izjemno blizu tistemu, kar zaseda Lando Norris na skupni razvrstitvi. In na to seveda še kratek korak do samega Piastrija. Takrat bi se lahko zopet pognal na vse ali nič in presenetil tako hladnokrvnega Avstralca kot rahlo neodločenega Britanca. In zgodilo bi se seveda lahko tisto, kar si marsikdo želi. Fantastični preobrat prav v zadnjih dirkah za veliko nagrado, kjer pa si moramo priznati, ukolikor želi ubraniti naslov Max Verstappen tudi v sezoni 2025, ni toliko odvisno od njega. Namreč naslov, ki ga lahko osvoji on, ga morata najprej izgubiti tako Piastri kot Norris. Ampak glede na notranja razmerja v samem McLarenu, je tudi to ena izmed opcij, ki je ne smemo zanemariti. Torej, lahko Max Verstappen postane prvak tudi v sezoni 2025? Sveda ja, čeprav je verjetnost majhna, se lahko prav ta spremeni že v naslednjih dirkah, kjer bi se lahko pokazalo marsikaj. Predvsem to, da ekipa z dvema prvima voznikoma lahko pripelje do situacije, kjer nihče izmed njiju ne postane prvak. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.